No, danes se bomo potopili v en res čaroben gost, dom enega od, bi rekel, najbolj priljubljenih junakov našega otroštva. Gremo skupaj pogledat, kaj se v resnici skriva za to modrostjo in pogumom palčka Davida. Že sam uvodni stih, veste, tista njegova znamenita pesem, nas kar potegne v srce njegovega sveta. Jaz sem palček, med koreninami živim. Okej, pa se odpravimo tja, globoko v gozd, kjer se vse skupaj začenja. Torej, za začetek, poglejmo si najprej, kdo sploh je naš protagonist, ta palček David, in kaj ga, veste, dela tako zelo posebnega. Kdo je torej ta palček? No, pravzaprav nam že njegova pesem razkrije vse, kar je bistveno. Ni samo nek star modr možicev, on je tudi zdravilec, ki pozna čisto vsako zelišče in je zvest prijatelj vseh gozdnih živali. Ampak predvsem je nekdo, ki se raje izogne težavam. Ako je treba, se jih pa prav nič ne boji. In poglejte tole. Med vsemi temi super lastnostmi izstopa ena, ki je res neverjetna. Je kar 7-krat močnejši od človeka. Si predstavljate? Ta neverjetna moč skupaj z njegovo modrostjo in hitrostjo ga ne dela samo posebnega. Ne, postavlja ga v vlogo pravega, resničnega varuha gozda. Ampak veste, kaj je pri tem res zanimivo? Ni samo on tak. Obstaja cel niz pravil, nekakšnih kulturnih praks, ki vodijo življenje vseh palčkov. Ne gre torej le za posameznika, ampak za celotno družbo, ki živi po nekem posebnem kodeksu. In v samem središču njihove kulture najdemo en res čudovit koncept. To je drevo življenja. In to ni kar neko drevo. Sploh ne. Gre za sveto, globoko vez, ki vsakega palčka za čisto vse življenje poveže z enim samim, točno določenim hrastom. In ta vez se ne ustvari kar tako. Sklene se s posebnim ritualom. Ob rojstvu, recimo, starši posadijo majhno hrastovo sadiko. Ko drevo malo zraste, oče vanj z runami vpiše otrokove podatke. In od tistega trenutka naprej drevo postane nekakšen živi dvojnik palčka, raste z njim, ga varuje, deli njegovo usodo. To je resnično ena neverjetno globoka povezanost z naravo. Ta spoštljiv odnos do narave se seveda kaže tudi pri njihovem gozdarstvu. Kot vidimo tule, je razlika očitna. Palčki sekajo izključno šibka ali bolna drevesa in za vsako posekano takoj posadijo novo. S tem se gozd nenehno obnavlja, ostaja živ in zdrav. Zgodba nam pa tukaj pusti v razmislek, kako zelo drugačen je pogosto človeški pristop, ki je, precej bolj uničujoč. In ta filozofija se nadaljuje. Njihova družba je resnično zgrajena na medsebojni pomoči. In to ne samo med palčki, ampak z vsemi gozdnimi bitji. Recimo, palčki gradijo gnezda za ptice. In ptice? One jim za uhvalo prinašajo svoja jajca. Popolna simbioza, kaj ne? Super. Idilično, vse lepo in prav. Ampak poglejmo si zdaj, kako je ta na videz popoln svet vržen iz ravnovesja. In to zaradi ene zunanje grožnje. To nas pripelje do osrednjega vprašanja in do konflikta v zgodbi. Kaj se pravzaprav zgodi, ko nekdo od zunaj, nekdo, ki ne pozna pravil, poruši to ravnovesje? In ta konflikt se pojavi v obliki človeškega pohlepa. Pride ptičar in ujame očeta muharja. S tem pa ne ogrozi samo njega, ampak tudi njegove lačne mladiče, ki ostanejo čisto sami v gnezdu. Ampak palčki, oni ne ukupajo. Ne, takoj se organizirajo in pokažejo, kako iznajdljivi so. Načrt je pravzaprav dvojen. Davidova žena Liza s pomočjo mišk poskrbi za lačne mladiče, medtem ko se David odpravi na, roko na srce, precej nevarno reševalno misijo v svet ljudi. In s tem se začne, bi rekel, najnevarnejši del celotne zgodbe. Davidovo potovanje na popolnoma neznano ozemlje, v svet ljudi. Misija je, kot lahko vidimo, skrbno načrtovana in se odvija v 6 korakih. Nič ni prepuščeno naključju. Najprej zberejo informacije od gozdnih prijateljev. Nato sledi potovanje v mesto, pa infiltracija v ptičarjevo trgovino, seveda osvoboditev ujetnikov in na koncu varen pobeg nazaj domov. V gozd. Vsak korak je premišljan in, kar je ključno, temelji na sodelovanju. Ampak ključ do uspeha ni samo v Davidovi moči. Ne, je v njegovi neverjetni mreži zaveznikov in vsak od njih odigra čisto svojo ključno vlogo. Prijazna vrana recimo mu omogoči hiter prevoz do mesta. Pogumen prašiček, ki živi pri ptičarju, postane njegov notranji vodnik, njegov človek oziroma prašič na terenu. Drugi, kot so miške in veverice, pa pomagajo pri odpiranju kletk. To je prava uigrana ekipa.
Vrhunec misije pa ni samo v tem, da rešijo eno ptico. Cilj je veliko večji. Osvoboditi je treba vse ujetnike. Skupaj s svojimi novimi prijatelji torej odprejo čisto vse kletke in ustvarijo takšen kaos, ki jim na koncu omogoči pobeg. In to nas seveda pripelje do osrednjega sporočila. Do modrosti, ki se skriva za celotno zgodbo. Misija je uspela, popoln uspeh. Oče Muhar je spet združen z svojo družino, vse ostale ptice so na prostoti in, kar je najpomembnejše, ravnovesje v gozdu je ponovno vzpostavljeno. In prav v tem trenutku David izreče tiste ključne besede, ki pravzaprav povzamejo celotno filozofijo palčkov. Svojemu prašičjemu prijatelju pojasni: to, da si pomagamo, je še nekaj, kar nas loči od ljudi. Veste, to ni le neka mimobežna opazka. To je temelj, na katerem stoji celotna njihova družba. Torej, ko pogledamo to zgodbo, ne vidimo samo neke napete pustolovščine. Ne. Vidimo pravzaprav prikaz celotne filozofije, ki temelji na skupnosti, na sočutju in na globoki, res dejavni povezanosti z naravo. In to nas na koncu pusti z eno mislijo, z enim vprašanjem za razmislek, kaj nas lahko kodeks teh gozdnih bitij morda nauči o delovanju naših lastnih skupnosti in seveda o našem odnosu do okolja